ki so postali pogoj za prijave na razpis Obzorje Evropa. Jaz bom trenutno v kratkem predstavila, kaj so načrti za enakost spolov in zakaj jih rabimo. Zelo na hitro, ker v bistvu te informacije ponavljamo na začetku vsake delavnice za nove udeležence. Če imate pod vprašanja, seveda me na koncu vprašajte. Torej, načrti za enakost spolov so postali nov vstopni pogoj za prijave na razpise Obzorja Evropa. Reče se jim v angleščini Gender Equality Plan. Pri nas v Sloveniji imamo neke variacije na temo načrt za enakost spolov ali načrt enakosti spolov, akcijski načrt, načrt za uveljavljanje enakih možnosti moških in žensk in tako naprej. Zaenkrat ni nekega standardnega naziva in to, kar za vas funkcionira, lahko uporabljate. Pogoj je začel veljati z razpisi v letu 2021, od tega leta je nujen pogoj za vsako prijaviteljico, ki je javna inštitucija. Izjeme so samo male in srednje podjetja in nevladne organizacije. In to je praktično dodatno okence v formularju za prijavljanje projektov, v katerem se v bistvu organizacija izjavi, ali ima ali nima načrt, ki vsebuje vse navedene elemente. Zaenkrat je to samo v formi izjave, ampak se pričakuje, da bo Evropska komisija čez čas začela preverjati, ali organizacija ima načrt in ali ga izvaja in kako preverja njegove učinkovitosti. Načrt za enakost spolov je v bistvu plan ali načrt, ki ga vsaka organizacija izdela za lastne potrebe na temelju analize stanja in potreb prav lastne organizacije. To je operativni dokument, ki vsebuje seznam konkretnih ukrepov, ki naslavljajo konkretne probleme, ponavadi ima časovnico in odgovorne osebe ali organizacijsko enoto, ki je odgovorna za izvajanje tega dela načrta. In vse bolj pogosto se uveljavlja princip, da je načrt neki tako imenovani živeči dokument, se pravi, da se ga naredi na primer za obdobje 5 let, revidira po nekem krajšem evalvacijskem obdobju in na koncu, na primer 5 letih, naredi nov načrt ali prilagodi že obstoječi. Ideja je, da načrt vsebuje tako spremembe, ki so trajne spremembe v organizacijski kulturi, kot neke ad hoc pobude, ki naslavljajo neke trenutne probleme, za katere se pričakuje, da bodo čez čas izzveneli. To je torej strateški dokument zavezujoče narave, ni samo neka deklaracija dobrih namen in mora biti javni dokument, javno dostopen in objavljen, s katerim so vsi zaposleni seznanjeni. Dokazano je, da to tudi vpliva na spremembo organizacijske kulture in tudi samozavedanje zaposlenih in uprave, kaj so na primer dopustna in kaj so dopustne, kaj pa nedopustne prakse, oziroma kaj so neki vodilni ideali v sferi enakosti spolov, ki naj bi jih vsa akademska organizacija držala. Evropska komisija v svojih priporočilih pričakuje, da vsak načrt za enakost spolov ima naslednjih 5 tematik. Znotraj teh tematik seveda vsaka organizacija izbere konkretne ukrepe, ki so za njih primerni in odgovarjajo in naslavljajo njihove konkretne probleme. Vendar ti ukrepi naj bi bili načeloma znotraj polja, kot so usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja znotraj organizacijske kulture, in o tem bomo danes govorili. V to je vključeno tudi uporaba spolno občutljivega jezika, ker se to jemlje kot odraz organizacijske kulture ene akademske organizacije. Potem uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih, enake možnosti spolov pri zaposlovanju in kariernem napredovanju, upoštevanje vidika spola v vsebini raziskav in poučevanja, to je posebej relevantno za nedružboslovne disciplinarna področja, ki ponavadi s tem imajo kar nekaj težav,
In kot sem rekla, s tem se bomo ukvarjali na naši naslednji delavnici. In na koncu ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem. O tem bomo imeli tudi delavnico v okviru našega izobraževanja. Na spletu je več informacij, ki naj bi vam pomagale v pripravi načrtov za enakost spolov, od informativnih zloženk Evropske komisije do spletne strani Girtul, ki je cela posvečena v bistvu različnim aspektom vprašanja enakosti spolov, do v bistvu različnih posnetih online delavnic in predavanj. Eno od njih sem tudi jaz izvedla v angleščini in je prilagojeno prav državam centralne in vzhodne Evrope, ki se pogosto soočajo s težavami, ko poskušajo samo direktno prevzeti neke rešitve iz zahodnoevropskih držav. Tudi na spletni strani Spol in znanost, ki je naša projektna skupina vzdržuje, lahko najdete informacije o različnih aspektih vprašanja enakosti spolov v znanosti, posebej v Sloveniji. Zdaj vabim kolegico Jasno Fakin Bajec, da pripravi svojo prezentacijo. Vmes pa sprašujem, če kdo ima konkretno vprašanja vezano za moj del prezentacije. Ne vidim nikogar. Potem Jasna, prosim, prevzemi besedo. Pa je že predstavila. Aha, a se je kdo oglasil? Se opravičujem? Okej. Ne, potem Jasna, prosim, začni svojo prezentacijo. Ja. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tudi pomagam, tudi prihajam iz Inštituta za kulturne in spominske študije, iz RC SAZU-ja in pomagam Jovani pri izvajanju tega projekta. Tukaj že pred časom sem nekatere od vas poprosila oziroma nagovarjala, če nam posredujete vaše načrte, ki ste jih že naredili, tisti, ko ste. No in moja naloga je bila, da sem pregledala te načrte in jih analizirala in danes bom predstavila rezultate. Mogoče tisti, ko še niste, boste dobili kakšno idejo in pa tudi, kaj priporoča Evropska komisija na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Torej, kot beremo, v septembra leta 2021 so bile izdane smernice v okviru Evropske komisije, kaj upoštevati pri pripravi načrtov, in eden izmed ciljev je tudi usklajevanje med poklicnim in zasebnim življenjem. V teh priporočilah še piše, da je to usklajevanje med poklicnim in zasebnim življenjem pomembno tako za ženske kot za moške, torej ne nagovarjamo tukaj samo boljšega položaja žensk, in v bistvu zagotavljanje ustreznih podpor vsem zaposlenim z namenom kariernega napredovanja ob usklajevanju svojih družinskih ali osebnih odgovornosti zunaj delovnega mesta. Politike in prakse usklajevanja med poklicnim in zasebnim življenjem, ki jih je mogoče vključiti v načrte, so tako imenovane vključevanje starševskega dopusta oziroma politika starševskega dopusta, kar pomeni tudi, da je potrebno podaljšati pogodbo, če imamo za določen čas, ali podaljšanje sporazumov. V primeru pogodbenih zaposlitev ureditev fleksibilnega delovnega časa, s tem, da se uveljavlja tudi delo na daljavo. In podpora za skrbstvene obveznosti, torej da smo senzibilni tudi do družin z otroci, vključevanje drugih vzdrževalnih oseb, invalidnih oseb ali starejših sorodnikov, upravljanje delovnih obveznosti, da se praviloma oziroma uravnoteženo porazdeljene naloge, če delamo v skupinah in v timih, in tudi na univerzah med poučevanjem, administrativnimi obremenitvami in raziskavami. Torej, da se tudi ponovno vključuje osebje po prekinitvi kariere, recimo, če gre ženska na dopust,
Ključno, da tudi omogočamo tudi mentorstvo in druge podpore in pa svetovanje in podpora pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. To so priporočila Evropske skupnosti, zdaj pa kako se to kaže v naših različnih teh načrtih, ki sem jih analizirala. Še to, med drugim tudi smernice priporočajo, da smo spoštljivi, da je organizacija spoštljiva, odprta in gostoljubna, občutljiva na različne spolne identitete, tudi in da se žensk in moških ne obravnava kot homogenih skupin, ampak da se vsi zaposleni morajo počutiti cenjeno in dobrodošle in da imamo politike v zvezi z nadlegovanjem in dostojanstvom pri delu. In kakor je že prej rekla, tudi vključevanje jezika oziroma spolno uporabo občutljivega jezika pri dokumentih in pa še druge smernice. Kako se to kaže v naših načrtih? Te ukrepe sem razdelila po skupinah, kakor so se stvari ponavljale. In tako izmed pomembnih skupin je izvajanje statistike in anket, predvsem letne statistike o uporabi mehanizmov za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, torej koliko se korišča porodniški, kdo ga koristi, ali moški ali ženska, koliko je koriščenje bolniške za nego družinskih članov in da se ta statistika tudi predstavi vsem zaposlenim. Potem tudi vodenje statistike o zaposlitvih za določen in nedoločen čas ali pa polni in polovični delovni čas. In da se letno izvajajo ankete med zaposlenimi o analizi stanja na področju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, o zadovoljstvu na delovnem mestu in o potrebah, ki jih mogoče imajo mladi na začetku svoje kariere, ki imajo tudi družino. V enem izmed načrtov sem tudi, da bi se zmanjševalo nesorazmerja v bolniških odsotnostih po spolu, ker je bilo ugotovljeno, da je več žensk na bolniški kot moških. Drugo je najobširnejše to prijazno in spodbudno delovno okolje in zagotavljanje dostojnega dela, kar je predvsem mišljeno, da se spremeni pravilnik o delovnem času, da se omogoča fleksibilni delovni čas in da se usklajuje delovne obveznosti, da se omogoča delo od doma, predvsem tam, kjer je to mogoče, ko ne potrebuješ recimo laboratorijev, ko ne potrebuješ dela v skupini, ko pišeš članke, predvsem tudi prilagodljivo načrtovanje letnega dopusta, da imamo vsi pravico do odklopa. Potem priporoča se razgovori z zaposlenimi, letnimi, kjer se ugotovijo ovire, pa tudi boljše komuniciranje z zaposlenimi, ne le na letnih razgovorih, ampak tudi drugih sestankih. Potem, da naj bi sestanki v okviru organizacij bili med 9 in 2 popoldne, torej ne popoldne po 4 uri, tudi da se bi pošiljali službeno pošto zgolj v delovnih dnevih do 16. ure, ne zvečer, in tudi ne med vikendi in tudi v času dopustov, da naj ne bi prihajali pomembni dokumenti, ki jih je potrebno podpisovati. Potem tudi organizacija raznih aktivnosti, team buildingov, piknikov, novoletnih zabav, tudi prijava za družino, za certifikat družini prijazno podjetje in tudi, kot sem že omenila, vključevanje spolno občutljivega jezika v pogodbe. Vendar to se tudi potem, nekateri načrti imajo tu posebej cilj o vključevanju občutljivega jezika. Potem skrb za zdravje zaposlenih, predvsem zanimivo mi je bilo da se zagotavlja sadje na delovnem mestu, skupni izleti, plačevanje športnih aktivnosti, prijava recimo na maratone in teke, nudenje počitniških nastanitev, tudi da se analizira dolgotrajne bolniške odsotnosti in se pripravi strategijo za zdrav slog življenja glede na spol. In pa, kar je bilo zanimivo, tudi to, da ne skrbimo samo za usklajevanje družine in zasebnega življenja, ampak tudi, da poznamo poskrbeti zase. Potem veliko pozornosti se namenja tudi izobraževanju, motivaciji in opolnomočenju, predvsem, da se izobražuje zaposlene o enakih možnostih, usklajevanju zasebnega in profesionalnega, o zdravem življenju,
da se pripravi izloženke, izobraževanje tudi o psiholoških temah, o izgorelosti, preprečevanju izgorelosti, o komuniciranju, o delu v skupinah, organizacija okroglih miz in opolnomočenje vodij na organizaciji, ki skrbijo za področje enakosti spolov. Potem tudi o habilitaciji, napredovanju, da se vključuje tudi v pripravi, torej v vlogah za habilitacijo tudi ta segment odsotnosti zaradi porodniškega dopusta ali pa skrbe za družine, da se tudi omogoče pri 3-mesečni odsotnosti mislim, da se pomaga staršem pri vrtcu ali pa finančno, potem tudi, da se upošteva tudi posledice epidemije, in kar so tudi v enem mnenju opozorili, da pri habilitaciji NAKVIS upošteva recimo posledice epidemije COVID, medtem ko pa se ne upošteva, da je mogoče ženska na začetku svoje kariere in ima majhne otroke, torej da so tudi te institucije, sistemske institucije ozavešča o pomenu usklajevanja zasebnega in kariernega življenja. Potem tudi varstvo otrok, da se organizira delavnice v času šolskih počitnic, sobe za igranje, ko se zgodi nujno, da ni varstva, da tudi organizacija večjezičnega vrtca za otroke zaposlenih in študentov, nudenje stanovanj tako družinam kot študentom, obdarovanje otrok ob novoletnih praznikih in tudi mogoče razmišljanje o ustanovitvi univerzitetnega vrtca, recimo to izpostavlja univerza, kjer bi nudili varstvo otrok po popoldanskih urah, ko so večinoma naši vrtci zaprti. Ja, to so bili glavni taki ukrepi, ki jih zasledimo v že pripravljenih vnesih. Zdaj tukaj sem pripravila dva slajda o izzivih, ki se pojavljajo, izhajajo iz članka Tanje Petrovič. Mi smo pred letom delali na projektu Garcija, kjer smo tudi pripravili knjigo Znanost brez mladih, zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola, ki je tudi javno dostopna na internetni strani, kjer so različni članki o tej problematiki in med drugim tudi Tanja ugotavlja, da je usklajevanje med poklicnim in zasebnim življenjem zelo dinamičen odnos, zahteva nenehno pogajanje in je zelo težko brisati meje med delovnim časom in prostim časom, predvsem tudi, ker je naše delo pač drugačne in tudi zaradi novih tehnologij. Ja, naše delo je izrazito tudi pod vplivom te neliberalne ideologije, po kateri je treba delo imeti rad in ga zato nemogoče ločiti od ostalih sfer življenja, in tako je naše delo stopilo ven iz pisarn, v kavarne, na cesto, v vlake, v dnevne sobe, jedilnice, spalnice, tudi na plažo in tako naprej, povsod delamo. Potem torej, to so glavni izzivi in prav ta prekarizacija, fleksibilizacija dela, različni modusi dela, tudi skrajšani delovni čas, delo na demu, delo na daljavo, ideologija vsesplošne dosegljivosti ter sodobne tehnologije, ki omogočajo delo povsod in ob vsaki uri, torej postavljajo številne izzive tako pred ženske kot pred moške. Ja, so kar veliki izzivi in zdaj se prav veselim razprave oziroma pogovora, kako se to rešuje in s katerimi težavami se soočate. Hvala. Hvala, Jasna, za izčrpno predstavitev. Vidimo, kaj je praksa. Mislim, da se vse tudi zavedamo, kaj so izzivi, o katerih smo govorili na koncu. Zanima me, če kdo iz publike ima kakšno vprašanje glede bodisi priporočil Evropske komisije ali tega našega pregleda prakse v Sloveniji. Če bi se kdo oglasil, lahko dvigne roko. Jaz bi mogoče samo še dodala, ker imamo kakšno minuto več.
tema, ki smo se je danes najmanj dotaknili, pa sodi pa v področje, kot smo rekli, usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, zato ker sodi v organizacijsko kulturo akademskih organizacij, je uporaba jezika. In na začetku sem omenila, pa bi zdaj rada samo pojasnila, v slovenščini v bistvu ti ukrepi lahko po eni strani pomenijo uporabo spolno občutljivega jezika, po drugi strani spolno vključujočega ali nevtralnega jezika. In bi samo rada pojasnila, kaj to je. Spolno občutljiv jezik je v bistvu takšen način govorjenja, pisanja, naslavljanja, ker skrbimo, da spol, ki ga uporabljamo v jeziku, naslavlja, odgovarja osebi, s katero govorimo. Naprimer, da zaposlena dobi pogodbo za delovno pogodbo v ženski obliki, da na spletni strani je raziskovalka, profesorica predstavljena v ženski obliki. To bi bil spolno občutljiv jezik. Spolno vključujoč jezik je, ko naprimer naslavljamo neko splošno populacijo, da poskrbimo, da se izražamo na način, ki je vključujoč za oba spola oziroma za vse spole. To se lahko naredi na način, da uporabite naprimer dvojne oblike, eno za drugo, moška pa ženska ali obratno, naprimer dragi sodelavci in sodelavke in tako naprej, da na ta način tudi spletna stran odraža ta duh univerze, naprimer, da naslavlja tako študentke kot študente. Je pa možna oblika, ki jo naprimer mi uporabljamo in smo jo, naša projektna skupina je uporabljala tudi pri pisanju knjige Znanost brez mladih, a to je uporaba podčrtaja, ki torej naprimer vzamete žensko obliko, podčrtaj pa končate z moško obliko ali obratno. Ta način pisanega izražanja trans skupnost v Sloveniji razume kot še bolj vključujočo, ker na ta način razumejo, da so tudi trans osebe, ki se izogibajo uporabi enega od jezikovnih oziroma gramatičnih spolov, da se na ta način počutijo vključene jezikovno v skupnost. In to bi bil tudi primer tega, kar mu se reče spolno nevtralen jezik, to je uporaba besed, izrazov, načina zapisovanja, ki se trudi izogniti uporabi bodisi moške ali ženske oblike, prav z namenom, da ta nevtralna uporaba jezika je bolj vključujoča oziroma da naslavlja čim širšo skupino ljudi. Tako da naprimer lahko uporabljate besede osebe namesto sodelavec ali sodelavka. To so neke praktične rešitve na polju jezika. Zdaj še enkrat dajem možnost, če bi kdo zastavil kakšno vprašanje ali komentar, premislek. Tajda Klobučar, prosim. Hvala. Jaz bi mogoče sam izpostavila, jaz prihajam iz Kemijskega inštituta in sem predstavnik doktorantov nekako v tem načrtu. Tako da se mi zdi super, da ste res to vse povzela. Jaz moram priznati, da mi smo veliko razlik opazili med programskimi skupinami. Se pravi, ko smo pripravljali načrt, pa nekako analizo obstoječega stanja in smo nekako ugotovili, da je veliko na vodji skupin. In zdaj me zanima, mogoče, a se v to sploh spuščamo, ali se to mogoče inštitutsko potem odločimo, da se nekako na njih preloži, da so bolj nekako tudi dovzetni za opazovanje, kaj se s sodelavci dogaja, pa nekako s podrejenimi, no. Ali je to res taka inštitutska stvar, ki bi jo pol inštitut kot tak ali pa kot svet za enake možnosti mogel vzpostavljati. Se mi zdi, da se dotika vseh, recimo posebej pa fleksibilnosti delovnega časa. Vsaj tako je pri nas, no, opaziti. Hvala, Tajda, za ta komentar.
se mi zdi, da zelo korespondira z našo izkušnjo na ZRC SAZU, posebej pri dostopnosti fleksibilnega delovnega časa. Mi smo na primer pri pripravi našega načrta ugotovili, da ni problem v pravilniku ali v tem, da to ne bi bilo mogoče, ampak da se neenako izvaja na različnih inštitutih, ki so zelo heterogeni znotraj ZRC SAZU-ja, in predvidevam, da marsikatera organizacija je takšna, posebej univerze, o tem nam bo kasneje verjetno govorila Janja Hojnik z Univerze v Mariboru, kjer v bistvu načrt se izvaja in dela na nivoju univerze. Verjetno je pa zelo pestra različna praksa na samih fakultetah. To, kar smo v bistvu načrt lahko to naslovi na različne načine, bodi si s tem, da se posega v pravilnike, ali naprimer to, kar smo mi naredili na ZRC SAZU, nismo posegali v pravilnik, ampak smo v bistvu izvedli eno kampanjo ozaveščanja med predstojniki inštitutov, in indikator uspeha nam je, koliko zaposlenih z inštitutov, ki so manj uporabljali to obliko dela, je podpisalo to pogodbo o možnosti dela od doma in jo dejansko uporablja. In je pol v bistvu to bil ukrep. Ukrep je bil razširiti obstoječi ukrep na tiste oddelke, kjer se je ta mehanizem manj uporabljal. To so taki načini, ja. Se mi zdi, da mogoče lahko še več na tej točki, no, ampak je dobra ideja. Ja, sigurno je eden od mehanizmov tudi to, da se izvede neki način komunikacije med zaposleni uprava, ki preskoči ta middle management, oziroma se na ta način zagotovi, da oni na primer svoje skrbi pri neizvajanju nekega ukrepa ali nedostopnosti nekega mehanizma lahko naslovijo na upravo, in s tem jim se v bistvu omogoči. Je pa tukaj treba biti previden, ker v bistvu včasih je ta velika avtonomija, ki jih imajo oddelki, tudi dobra stvar. In jo ne želimo samo po sebi oklestiti. Ja, Anja Petkovič-Komelj. Ja, hvala lepa. Jaz sem zelo navdušena nad to predstavitvijo. Imam pa dve konkretni vprašanji glede na predstavljene mogoče izzive in probleme. Zdaj, prva stvar, ki se mi zdi čudovit predlog, je, da se pogodbe za določen čas avtomatično podaljšajo za čas starševskega dopusta ali porodniškega dopusta, ne? To tako za moške kot za ženske. V praksi pa temu ni vedno tako, ne? Ker so nekako financiranje vezano na nekega eksternega financerja. In zdaj mene zanima, mogoče imate kakšen predlog, kako pristopiti do tega, da bi se tak pravilnik sploh uveljavil, oziroma kako se mogoče izpogajati, da bi bilo to normalno, ker predvsem za raziskovalce, raziskovalke, akademske osebe iz začetka svoje kariere, ko si pač nekako ustvarjajo življenje, ustvarjajo družino, je potem lahko to zelo, zelo relevantno. Drugo vprašanje, ki bi ga imela, pa je, da je bilo zelo lepo povedano, da je eden od izzivov to, da se od raziskovalcev zelo veliko pričakuje in potem to zažira nekako zasebno življenje, zažira spanec, zažira vikende, zažira tisti čas, ki bi moral biti namenjen skrbstvenim obveznostim ali skrbi zase. Ne? In zdaj jaz bi samo nekako mogoče provokativno vprašala, ne? Zdaj nekdo, ki ima skrbstvene obveznosti, bodi si do svojih staršev, do otrok, za kogarkoli, ponavadi mora temu posvetiti nekaj časa in ni tako zelo fleksibilen, ali za potovanje na konference, ali za to, da dejansko mora popoldneve posvetiti tem skrbstvenim obveznostim, medtem nekdo drug, ki pa nima teh obveznosti, ne, pa potem lahko več časa posveti delu in na koncu, ko pa pride do tega, kdo bo napredoval, kdo bo dobil v mesto na univerzi, bodi si učiteljsko, bodi si raziskovalno, se pa pogleda življenjepis in tisti, ki ima boljše kvalifikacije, ne, potem dobi mesto. In velikrat pri tem pač ženske, večinoma, ki
ponavadi prevzamemo več skrbstvenih obveznosti, potem nekako izpadamo na tej točki, ker pač nimamo tako bogatega življenjepisa kot nekdo, ki bistveno več časa lahko in si želi posvetiti temu. Zdaj jaz ne pravim, da bi bilo treba demotivirati ljudi, ki si želijo biti produktivni in tako naprej. To bi se mi zdelo nesmiselno. Me pa zanima, obstaja mogoče kakšna rešitev, da bi potem tudi ljudje, ki si želijo imeti nekako boljše to ravnotežje med zasebnim in poklicnim življenjem, da pridejo zraven do vodstvenih položajev, do rednih zaposlitev, da napredujejo in nekako pokažejo, da so odlični v tem, kar delajo. Hvala, Anja. Videla sem veliko kimanja na Jasnini strani. Bi mogoče ti, Jasna, rada naslovila ali kar jaz? Ne, jaz sem samo kimala, ker se popolnoma z istimi težavami soočam kot Anja osebno in je to tako žgoča tema. No, tako jaz ne vidim rešitve, no, tako, mogoče Jovana imaš ti boljšo in se bolj ukvarjaš s temi strategijami in tako Ja, mislim, da veliko nas se tukaj zelo se prepoznalo v Anjinih besedah. Kar se tiče, mogoče da začnem z drugim vprašanjem, a to je, da v bistvu, če ga preoblikujem, vprašanje je, če se držimo meril uspešnosti in akademske odličnosti, potem bodo vedno zmagali v tekmi tisti, ki samo delajo in nič drugega ne počnejo, oziroma tisti, ki imajo več skrbstvenih obveznosti, svoj čas razdelijo drugače, po definiciji bodo enostavno imeli manj točk v CV-ju. In izpadejo iz tekme oziroma počasneje napredujejo. To je res in to je nekaj, o čem se govori tudi nasploh, ne samo v kontekstu enakosti spolov v znanosti, tudi govori se o tem, da bi morali kvantiteto zamenjati s kvaliteto, da bi evaluacije morale biti bolj holistične, torej upoštevati osebo kot celoto, ne samo njen znanstveni, output, in da bi v tem smislu CV-je imelo smisla pisati v bolj narativni, a manj taksativni formi, da se izpostavijo v bistvu vse neke karakteristike in lastnosti, ki jih ta oseba prinaša na mizo, ki so nas vsaka življenjska izkušnja obogati, tako tudi starševstvo ali skrb, in mogoče prav zaradi tega smo boljši strokovnjaki, na primer, ali bolj ozaveščeni tudi za raziskave, s katerimi se ukvarjamo. In o tem se govori v kontekstu, na primer, Dora deklaracija, če niste slišali za njo, je eden od načinov, kako se na primer poskuša to spremeniti, in torej govori o tem, da bi evaluacijski mehanizmi morali biti holistični. Se mi zdi, da Univerza v Mariboru nekaj na tem dela, da so sprejeli Dora deklaracijo in jo poskušajo vključiti, in bom prepustila Janji, da malo več govori o tem, ker se njihov načrt za enakost spolov prav ukvarja s temi habilitacijskimi merili in kako pri njih upoštevati prav te aspekte osebnega življenja. Tako da ne bi več o tem, ker določene rešitve obstajajo. Ena od rešitev je tudi ta na nek način sprememba paradigme. In tukaj seveda mi kot raziskovalci nimamo veliko moči, lahko pa vplivamo tam, kjer lahko, ko organiziramo konference, skrbimo o urah konference, ne organiziramo projektne sestanke za vikende, upiramo se temu, da sodelujemo na panelih, kjer so vse sami moški, kjer se ne upošteva glas žensk, izkušnje oseb, ki delajo skrbstveno delo in iz te pozicije nekaj govorijo. Lahko na ta način bolje rezolutno zahtevamo, na primer, nekaj, čemu se reče slow academe, počasna akademija, a to je, da se upiramo tej ideologiji, da moramo na maile odgovarjati
v roku od 12 ur maksimum, da moramo objavljati določeno število publikacij na letni ravni. Lahko se temu upiramo na način, da izbiramo tam, kjer lahko, seveda. Strategije bolj počasne, bolj premišljene in umirjene in načina akademskega dela in načina lifestyla. Seveda, to pa je odvisno od tega tudi, kje se mi osebno nahajamo v akademski hierarhiji. Mislim, da nam je vsem to jasno. Kaj se tiče podaljšanja pogodbe za določen čas, za čas porodniške, to, kar je Jasna predstavila na začetku, je v bistvu, ko je to omenila, to je bilo neko splošno priporočilo Evropske komisije in seveda je ful odvisno od nacionalne zakonodaje, koliko se lahko uveljavi in na kakšen način se uveljavi. Tako da je tukaj v bistvu po eni strani slovenska zakonodaja niti ni najslabša, v veliki meri ima vzvode za zaščito delavcev. Problem je, da same organizacije verižijo pogodbe. To pa je tudi po njihovi strani pogojeno z projektnim delom in projektnim načinom financiranja, naprimer za raziskovalne centre. Tako da tukaj je po eni strani treba tudi delati nekako spet na spremembi načina razmišljanja in pri samih vodjih, naprimer, da se zavedajo več tega, kako veriženje pogodb, kakšen vpliv ima na privatno življenje, naprimer, zaposlenih. Tukaj nimamo jasnih rešitev. Zdaj pa gremo k jasnim rešitvam in bomo imeli v bistvu kratek pogovor z osebami iz 4 organizacij in za začetek bom predstavila Janjo Hojnik. Janja Hojnik je profesorica, samo trenutek. Torej, Janja Hojnik je profesorica Univerze v Mariboru, prorektor na Pravni fakulteti, prorektorica za kakovost na nivoju univerze, za kakovost, kadre in pravne zadeve in je bila vodja delovne skupine za pripravo akcijskega načrta enakosti spolov Univerze v Mariboru, ki je sprejeta za obdobje od leta 2021 do 2025. V njihovem načrtu za enakost spolov cilj 5 naslavlja enake možnosti za karierno napredovanje ter usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Janja, prosim, povejte nam nekaj več o tem, kako se je vaša delovna skupina za pripravo načrta za enakost spolov odločila za uvajanje prav teh ukrepov, ki jih vidimo na strani. Ovo je prvi v bistvu nabor od 6 ukrepov, pa bomo začeli tukaj. Janja, prosim. Ja, lepo pozdravljeni. Zdaj, če čisto konkretno grem, bi pač povedala, da sem v tem mandatu prorektorica za to vse, kar si povedala, Jovana, ampak predvsem se osredotočam na področje kadrov. In sicer prorektorja za kadre Univerza v Mariboru pred mano ni imela, pred mano je bila prorektorica za kakovost, in na področju kadrov sem pač videla največ izzivov. Tudi nekako je bila rektorjeva želja, ker sem sicer profesorica za pravo Evropske unije, da bolj pogledam vse to dogajanje v Evropski uniji, kar se dogaja preko Evropskega raziskovalnega območja, Evropskega visokošolskega območja, ker je zdaj tukaj intenzivno veliko torej nekih pobud. Tako da prva stvar, morda bi to povedala, če smem, da sama imam 3 otroke, in ena se je rodila malo pred mojim začetkom tega prorektorskega mandata. Dejansko me je rektor klical, ko je bila dojenčica stara nekje 3 mesece in zares prosil, da prevzamem to funkcijo, da sem bila priporočena, nisva se poznala z rektorjem in tako naprej.
Tako da v bistvu sem potem tudi vprašala, kako si predstavlja, ne, da bi se zdaj vključila, glede na to, da je vedel in je tudi sam povedal, da je odlagal to, da me pokliče, ne, čim dlje, ampak potem je bilo nujno potrebno. Ne. In sama nekako gledam in je potem seveda tudi so se prilagajali moje situaciji, ni bil to razlog, da me ne bi sprejeli, oziroma sej rektor je bil seznanjen s tem, da sem ravno, mislim, takrat nekje v tistem času rodila, ne. In tretjega. Ne. Tako da se mi zdi, da ni vedno samo dolg seznam publikacij, nekaj, kar te mogoče promovira pri nekem delovnem mestu. Ne. Ampak mislim, da vsak, ki izbira neko ekipo, mora širše gledati, nujno, ne samo pri habilitaciji, pri vsem se mora holistično gledati, ne, ko si kakršnokoli ekipo izbiraš. In pač pri našem rektorju je temu bilo tako in tudi sama sem bila zmeraj navajena veliko delati, sem tudi 2 fakulteti recimo vzporedno študirala, tako da, ampak ne verjamem, da je možno, ne glede na to, ali imaš otroka ali nimaš, tudi če jih nimaš, pa se odločiš za kariero, mislim, da smo še vseeno to ljudje, ki delamo, pa naj bo v akademstvu ali kje drugje, in ne poznam ljudi, ki bi lahko konstantno ves čas z enako silo delali. Vsako leto, 10 let, 20 let, 30 let, ves čas na polno, na enako, čez vikende, čez dopuste, mislim, da ni takih ljudi. Mislim, da vsak človek razmišlja tudi o drugih stvareh, kot pa, ne vem, o sikri s točkah in tem, to. Mislim, da to nikogar ne more tako motivirati in poganjati, da bi samo to mu bilo edine ta neko gorivo življenjsko, ne. Tako da mislim, da če nekdo nima ravno otrok, pa bo nekaj drugega zanimalo, pa mogoče bolj nekak šport ali neke z področja duhovnosti ali branje literature ali nekaj, mislim, da ljudje ne morejo na to silo delati raziskovalno tako močno, ne. Tako da potem, ko sem postala prorektorica, je bilo prva stvar tudi ta, da bomo dobili evalvatorje v živo na univerzo za ta certifikat HR. Tako da jaz sem se morala potem iz Evropske komisije, sem se morala hitro seznaniti z celim tem ozadjem, ker ko na novo vstopiš v organizacijo, ne veš, kaj je bilo pred 6 leti na evalvaciji, moraš se prilagoditi in se mi zdi, da iz te pobude kodeksa za raziskovalce izhaja že veliko stvari, ki se zdaj naprej nadaljujejo. Tudi tam v tej listini in kodeksu je govora o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Ne? Samo eno vprašanje, ali zdaj govorite o sprejemanju načel družini prijazne univerze ali o nekem drugem kodeksu? Hočem reči, da pri Evropskem kodeksu, ki tudi nas zavezuje in slovenske univerze, že pred tem načrtom enakosti spolov, ne, je torej Evropska komisija vsem tistim, ki so si pridobili certifikat te odličnosti za raziskovalce, ne, kar na nek način kaže v mednarodni prostor, da ima univerza urejeno kadrovsko politiko in da je vredna tega, da pridobiva evropska sredstva, recimo za področje raziskovanja. Že tam so bili zametki načel enakosti spolov, zdravja, varnosti pri delu in podobno. Ne. Tako da mi smo v bistvu tam že potem, ko smo to usklajevali, nekako imeli to linijo kasnejših ukrepov. Ne. Bili so evalvatorji pri nas januarja 2019, v tistem času, ko smo imeli še prejšnjo prorektorico Marino Tavčar Krajnc, ona se kot sociologinja ukvarjala z vprašanjem spola, je sama nekako želela pokrivati to področje in jaz sem se strinjala. Ko pa se je ona upokojila, je dejansko hitro prišlo na moje mizo vprašanje iz oddelka za raziskovanje, kje smo zanes, ne? Ker je torej to, takrat se je pa že mudilo. Tako da ni bilo tega pripravljenega in jaz sem prosila rektorja, da oblikujemo delovno skupino. V samem akcijskem načrtu je navedeno, kdo so bili člani delovne skupine. Jaz sem gledala pač na to, da so člani že imeli določene izkušnje, glede na to, da sem jaz jih imela manj. Smo imeli denimo
inženirko leta z Univerze v Mariboru, ne, kot članico, in nekatere raziskovalce, ki so vključeni na različnih nivojih pri Ministrstvu za izobraževanje ali pri ZRC-SAZU in tako naprej, tudi z moje fakultete, ne, profesorice, ki spremljajo področje diskriminacije. Tako da mislim, da smo imeli zelo dobro skupino, ampak ker se je mudilo, sem nekako tisto jedro dokumenta sama pripravila, ker sem želela, da smo čim bolj ekspeditivni pri delovni skupini. S pomočjo strokovnih služb na univerzi smo pripravili del, ta statistični del. Pri tem sem si seveda pomagala z zahtevami Evropske komisije, kaj oni od tega dokumenta pričakujejo, da to ni nekaj na pol strani, ne, neke deklaracije samo. Potem pa seveda sem preučila številne načrte iz drugih držav, zlasti Skandinavije in Zahodne Evrope, na tej podlagi pripravila en osnutek. Potem smo pa se začeli sestajati z delovno skupino, kjer sem jim torej razložila, kaj se od nas pričakuje, in oni so potem nadgrajevali tisto. In po neki diskusiji smo razdelili ukrepe v te skupine, kot jih vidite, in torej ta peta skupina je usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja. Delo je potekalo dejansko nadaljavo, ker je to bil čas že epidemije, in zato so tudi temu v določenem smislu ti ukrepi prilagojeni, ne. Tako da, če pokomentiram čisto konkretne ukrepe, ki si jih dala na ekran, Jovana, razgovori v obliki sestankov fokusnih skupin, to smo že nastavili z tistim akcijskim načrtom, ki se navezuje na ta certifikat HR Excellence in Research, ne. Tako da nismo še z vsemi skupinami imeli sestankov, ampak načrtu je, da vse skupine pokrijemo in da imamo periodične sestanke z njimi. Imeli smo lani sestanek z skupnostjo LGBTIQ med zaposlenimi in študenti. Se mi zdi, da je bil zelo pozitivno sprejet sestanek z veliko predlogi, ki smo jih potem tudi vključili v ta načrt enakosti, ker nismo želeli se omejiti samo na spol, ker je hkrati z to strategijo Evropske komisije za enakost spolov bila v razmiku nekaj mesecev sprejeta tudi strategija Evropske komisije za LGBTIQ, tako da smo želeli to tudi čim bolj združiti, ne. Smo pa te fokusne skupine so dejansko, se mi zdi, en najboljši način, kako se vodi kadrovska politika, kako se načrtujejo stvari, da se torej opravi sestanek. Če smo se pogovarjali prej, ne vem, moški, kako izkoriščajo starševski dopust ali ga ne, torej preko razgovorov z njimi lahko vidimo, ne, a so kakšne težave, a na fakultetah negativno to sprejemajo, so šokirani, ne, ker niso pričakovali, da bi bil moški odsoten pol leta in podobno, ne. Potem glede institucij, drugih institucij in to gostovanje, ne, to smo seveda navezovali tudi na pandemijo. Ko se je začela pandemija, je hitro NAKVIS sprejel smernice, kjer so rekli, da je potrebno pač zdaj to upoštevati pri tem pogoju 3-mesečnega gostovanja, da pač na gostovanje v tujino ni možno iti. In ukrep je bil, da se lahko ti habilitiraš v višji naziv, čeprav nimaš tega 3-mesečnega gostovanja, ker pač zaradi epidemije ga ni bilo pogoja možno dokončati ali izpolniti ali karkoli drugega, ne. Naša delovna skupina je pa izpostavila, da se pa nekih družinskih razmer pa ne upošteva na enak način. Ne, tebi se napredovanje potem prestavlja v kasnejše življenjsko obdobje, ko boš to lahko izpolnil, ne. Torej, ne, ampak je izpostavila delovna skupina to, da je COVID prizadel moške in ženske pri tem gostovanju, in hitro so se institucije odzvale. Ko pa gre za neke, torej skrb za otroke, majhne, ne, rojevanje, tako naprej, to pa je problem, ne. In tudi so mi sodelavci povedali, da so slišali izjave v smislu, da bi ženske načrtno šle roditi, samo da jim ne bi bilo treba iti v tujino in podobno, ne.
Tudi potem, ko se navezujemo na vprašanje, ne vem, če se spomnite ministrice za kmetijstvo, ko je bila v Izoli, ne, na službenem skupaj s sinovi. Sicer je bila tam specifična situacija, ne bi želela preveč se tukaj, ampak ne, tam je bilo zelo negativno, da se združuje neko, da družina spremlja, ne. Sicer so bili sinovi že odrasli, pa ne vem, občina je plačala namestitev v hotelu, vendar se moramo mi vprašati, kako si predstavljamo na univerzah dalj časa trajajoče odsotnosti. To je to 3-mesečno gostovanje, je samo ta habilitacijski pogoj, ampak za neko izvrstno znanstveno delo je potrebno biti vpet v mednarodno mrežo. Mislim pa, da nimamo ustrezno postavljenih podlag za to. Ne, zdaj sem pred kratkim prvič videla konferenco v tujini, kjer so vabili pač k udeležbi in je bilo zapisano, da bo zagotovljeno varstvo otrok na konferenci. Ne, v prostorih, v sosednjih prostorih, zraven pač v isti stavbi, ne, tako da torej lahko zaposleni pripeljejo tudi otroke s seboj. Ne. Pri nas se to zelo pometa pod preprogo. Če gre ženska tudi na večmesečno gostovanje v tujino, ne, se v računovodstvu zahteva, da je vse posod vidno, da je bila sama. Da ne bo kje napisano, da so bili kakšni otroci zraven in to. Torej, to je pri nas kot nezakonito, ne. Tako da tu res se moramo zdaj široko pogovoriti, kako je s tem. In kako, ne, ker zdaj ne moramo vsega bremena ali pa vsega gneva na računovodstvo spraviti, ne, ker ona pač ve, da tam ne sme biti drugih in ne vem, ampak mi se moramo na širše tu pogovoriti, tako na ministrstvu kot na univerzah, na rektorskih konferencih, ne, kako bomo to bolj spodbujali, kako univerze, ne vem, v tujini, univerze imajo prav službo, ki pomagajo pri tem, da urejajo vrtec, da urejajo nastanitev, ne, tudi finančno pokritje, koliko dobiš tega zneska, recimo v finančne podpore, ko greš v tujino, a to pokriva vrtec, ki ga boš plačal, ne vem, na Irskem, kjer stane vrtec za enega otroka 1500 evrov na mesec, pa večje stanovanje, a bomo na 12 kvadratov, če imam 3 otroke, ne moramo, ne? Tako da to so res pomembna vprašanja, ko se bomo pogovarjali o nediskriminaciji. Podporno tam smela, dobro, posledice epidemije, ne? Tu je velik problem in tudi razlike med disciplinami. Imamo recimo fakultete, kjer so res na minimalnih teh habilitacijskih merilih. Tam je drugače kot na nekaterih fakultetah, kjer so same fakultete močno dvignile habilitacijske pogoje in kjer je treba ves čas habilitacijskega obdobja močno garati za izpolnjevanje teh kriterijev. Tam je vprašanje epidemije in nekega šolanja otrok leto pa pol od doma bistveno bolj pomembno, ne kot nekje, kjer so mogoče habilitacijska merila blažja, ne, ampak bo potrebno to upoštevati in upam, da pač bodo, ne, habilitacijske komisije in drugi organi. Potem načela prijazne univerze tudi izhaja iz tistega prej omenjenega HR certifikata. Na univerzi v Mariboru številne stvari že izvajamo, kot je fleksibilni ta drseči delovnik in to. Seznanili smo se z načeli, samega certifikata nismo pridobili, ker je bilo to povezano s financami. Torej, to je privat, v bistvu certifikat, ne, za katerega pač mora univerza najti določena finančna sredstva, ne, tako da naša odločitev je bila potem, da neformalno sledimo tem načelom, kolikor se bo dalo. Ne, tudi smo zapisali, ja, to službeno pošto, ne da bi prepovedovali, da nihče ne sme zvečer pošiljati elektronske pošte, ampak bolj v smislu, da se ne pričakuje reakcija po noči, da se ne pričakuje, da če so zvečer ob 10 dokument poslali, da zjutraj ob 8 na sestanku že diskutiramo, ne, bolj v tem smislu je tu mišljeno. Imamo še kaj? To je vprašanje v bistvu za publiko. Če imate konkretna vprašanja vezana za ukrepe Univerze v Mariboru, prosim, se oglasite. Če ne, potem bi jaz samo vprašala Janjo, ker imamo še pol minuta časa, samo da mogoče pojasni
vzpostaviti bo potrebno mehanizme, preko katerih bomo zaznavali te situacije. Kaj so ti mehanizmi? Kako se zaznavajo težave, razen prek nekih neformalnih kanalov, da pač zaposleni med sabo nekaj govorijo, se pritožujejo na neko situacijo in potem to nekako pride do odločevalcev. Eden mehanizem je fokusna skupina, ali še kaj planirate? Samo evalvacije, kar že imamo, ne. Torej sem tudi akcijski načrt smo prenesli na našo komisijo za ocenjevanje kakovosti. Tam so člani vsake fakultete, tako da oni tudi imajo avtonomijo, da prilagajajo te vprašalnike vsakoletne, ne, za zaposlene, tako da se lahko tam tudi na anonimen način recimo pove v anketi, da ni bilo, mislim, vse okej, ne, da so bili, ne vem, preobremenjeni, da so težko usklajevali zahteve, ne. Glede vrtca je bila že pred leti pobuda na naši pedagoški fakulteti, pa ne vem potem prav točno, kaj so bili razlogi, da se ni dalo uveljaviti, ne, ampak smo videli, da bi lahko prav univerzitetni vrtec pomagal pri takih odsotnostih, ne, čeprav zdaj ta epidemija je bila sploh nekaj posebnega in verjetno tudi univerzitetni vrtec ne bi mogel delovati mimo tega, kar je veljalo sicer za vrtce, ne. Tako da nekako se mi zdi, da samo same posamezne univerze tudi ne bomo vsega mogle reševati, fakultete same še manj, ampak nekako bolj v povezavi se mi zdi na nacionalni ravni, ne, tudi financ zagotoviti, za recimo univerzitetni vrtec bi bilo potrebno zagotoviti financiranje, ne. Tudi za te habilitacije, za lažja gostovanja v tujini, to je vse povezano s financami. Ja, se strinjamo in v bistvu to, kar je mogoče vprašanje zdaj, ko se nov zakon uveljavlja, je ali obstaja možnost dela programskih sredstev nameniti prav tovrstnim ukrepom. Jaz bi samo še eno stvar izpostavila na koncu, ne. Ves čas s tem, ko smo začeli, nekdo, ki dela samo za kariero, nekdo pa za otroke, ne. Moramo se zavedati, da vsi, tako univerze kot podjetja in tako naprej, delujejo ob predpostavki, da bo mladina prihajala zadaj. Univerze ne morejo delovati, če ni otrok, ne, če ni dijakov, če ni študentov, tako da mislim, da univerza ne more tako ozko gledati in tudi podjetja, ki zaposlujejo svoje zaposlene, oni so tudi odvisni od, bi rekla, potrošnikov, ne, tako da če ni normalne, zdrave družbe, tudi kar zadeva pač mlade in tako ne more delovati noben sektor, ne. Tako da ne more se reči, ne vem, tvoji otroci so tvoja zasebna stvar, univerza s tem nima nič. Ne, to je sploh, mislim, povsem zgrešeno, seveda, kot družba ne smemo pristati na to, da bomo rekli, izobražene ženske pa naj nimajo otrok, saj so one, ki niso izobražene, pa ne, naj one imajo, tako da to bi bilo družbeno, mislim, da napačna pot. Ja. Hvala, Janja, tudi za ta premislek na koncu. Zdaj gremo na primer znanstveno-raziskovalnega središča Koper. Jaz se opravičujem, kava se mi je pred časom polila na ta del tastature in očitno me tipke ne poslušajo tako, kot želim. Torej, iz znanstveno-raziskovalnega središča Koper prihaja dr. Blaž Lenarčič, ki je član Komisije za enake možnosti na ZRS Koper, ki ima tudi nalogo spremljati izvajanje načrta za enakost spolov. V akcijskem načrtu za uveljavljanje enakosti spolov na ZRS Koper je točka 3 usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Gospod Lenarčič, prosim. Ja, najlepša hvala za to predstavitev in za povabilo. Lepo pozdravljene in tudi en kolega, vidim, da je posod, kamor grem na take pogovore, smo moški v manjšini, kar me na nek način tako, mislim, ne bo rekel presenečam, je pa žal, no. Torej, na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru smo pred pandemijo imeli team building, in na katerem smo med drugim naslovili tudi temo
glede težav in želja zaposlenih, ki so povezane z usklajevanjem družinskega in poklicnega življenja. Tam se je tako na nek način začela diskusija o tem. Potem smo ustanovili, najprej smo sprejeli akcijski načrt za uveljavljanje enakosti spolov, ZRS Koper, ki je bilo tukaj tudi povedano, in potem smo ustanovili tudi komisijo, ki je sprejela poslovnik o delu Komisije za enake možnosti, in ta komisija, to je bilo ustanovljeno letos, jo sestavljajo 4 člani oziroma članice, 2 člana in 2 članici. In izmed naših članov smo izvolili tudi oziroma določili zaupnico, katere naloga je oblikovanje, kanalov za anonimno poročanje o nespoštljivem obnašanju, zlorabi položaja, nadlegovanju na delovnem mestu, obenem pa tudi zbira predloge in pobude, s katerimi bi lahko preprečili nastanek teh zlorab, če tako rečem, in hkrati tudi prispevali k učinkovitejšemu dosegu enakosti spolov med zaposlenimi na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. To je, kar se tiče te komisije. Zdaj smo začeli, tako bom rekel, z resnim delom. Pripravljamo se na izvedbo vprašalnika o stanju na področju enakosti spolov. Zdaj smo ga začeli pregledovati in bomo ga prilagodili na našo institucijo, izbrali vprašanja, da konkretno povem, katera nas bojo zanimala. Potem, kar smo do zdaj naredili na tem področju, je, da smo zaradi pandemije, recimo, smo uvedli možnost dela od doma tudi za strokovno osebje, in to zdaj bi radi ohranili, ker se je izkazalo kot dobro, tudi strokovno osebje je to dobro sprejelo. Ker samo tako, da povemo v ozadju, raziskovalci smo imeli že prej v pogodbi možnost dela od doma, strokovno osebje pa ne. In to se je izkazalo kot zelo dobro, tako da zdaj iščemo možnosti, da bi to možnost ohranili tudi za strokovno osebje. Potem tudi v našem pravilniku o pogojih in postopkih za izvolitev v nazive imamo za naziv višji znanstveni sodelavec in znanstveni svetnik oziroma svetnica, imamo pogoj 3-mesečno oziroma 5-mesečno bivanje v tujini oziroma delo v tujini, ampak gre za kumulativno zbran čas, ne v enem kosu, ampak je lahko to tako per partes. Mora biti pa neprekinjeno vsaj en teden. Tako da nekaj smo že v preteklosti naredili v tej smeri, ker se je izkazalo kot dobro, in zdaj pač s to komisijo in s temi, bom rekel, pripravami na uresničevanje akcijskega načrta se trudimo, da bomo to stanje še izboljšali. Izvedli pa smo tudi recimo tako glede osveščanja en dogodek v letošnjem letu, in sicer je bila okrogla miza o ženskah v znanosti, na kateri so sodelovali predstavniki obeh spolov, mislim, da tudi iz tujine, ne samo iz Slovenije. Tako da pač delamo na tem področju, smo pa, bom rekel, dobro začeli šele. Tako da bojo prišle tudi te izkušnje ostalih institucij, ki ste že bolj, bom rekel, globlje v tem, bojo dobrodošle tudi za nas. To bi bilo to. Ja, hvala, Blaž. Zanima me še to, ali se znotraj vaše komisije mogoče razmišlja o tem, kako bi se preverjalo učinkovanje nekih ukrepov. Vem, da ste zdaj še v fazi, ko v bistvu ukrepe določate, ampak neki nasvet Evropske komisije je, da v bistvu tedaj, ko mislimo ukrep, moramo tudi razmišljati takoj dolgoročno v smislu, kako bomo enkrat preverjali izvajanje tega projekta in njegovo uspešnost. Ponavadi so neki indikatorji v zgodbi. Ali razmišljate o tem na tej točki? Ne, nismo še tako daleč, da bi razmišljali o tem. Zdaj bomo najprej naredili v bistvu posnetek stanja s to anketo in zaznali oziroma želje, težave zaposlenih. Tako strokovnega osebja, kot tudi raziskovalcev in raziskovalk. Potem bomo pa se na podlagi tega odločali naprej. Tako da zaenkrat žal vam ne morem nič še povedati v zvezi s tem.
ovo je bilo v bistvu ni žal, ker nekako je zamišljeno, da smo mi vsi zdaj v isti župi, v poziciji, ko v bistvu iščemo rešitve in spoznavamo dimenzije problemov in ne vidim, da je kdorkoli v Sloveniji dejansko zelo izkušen na tem področju, pa bi lahko držal predavanje drugima. Namesto tega se mi zdi, da bolj v bistvu se lahko učimo eni od drugih iz izkušenj, napak in uvidov. Me pa mogoče, če lahko samo vprašam mojo predhodnico, kako so zaposleni sprejeli uvedbo njihovega, načrta oziroma njihovih ukrepov? Zdaj bolj lahko komentiram organe, ne? Ker mi smo akcijski načrt predstavili, kot sem rekla, na Komisiji za ocenjevanje kakovosti, na Komisiji za človeške vire, pa potem na Senatu in tudi na kolegiju dekanov, ne? Vse skupaj je bilo zelo pozitivno. Sploh recimo, ne vem, če bi pričakovala, da bi kdo se kaj pritoževal, recimo z področja tehnike ali kaj, ker bi bilo več moških, čisto nasprotno, ne. So rekli, da so tudi sicer, ko recimo imamo tiste dele bolj glede vključenosti, so rekli, da so že tako sami opazovali, da je recimo tudi raziskovalno delo uspešneje teče, če so iz obeh spolov, da so ideje, ne vem, ne, tudi če gre za tehniko, da se bolj dopolnjuje in da je nekako bolj lažje delati, no, tako da nobenih težav nismo imeli. Seveda smo povedali tudi kako stvar, ki ni bila, kje smo še mogoče šibkejši, kje moramo več narediti, ne, in zdaj tudi pač pripravljamo te smernice za spolno vključujočo rabo jezika, tudi dve naši profesorici na Filozofski fakulteti pripravljata in bomo to potem inkorporirali, čakamo, kdaj bo se odprl statut, da bomo nekatere pravne določbe tudi tam vnesli, ne, tako da na različnih ravneh preučujemo zdaj to in uresničevanje načrta bo dejansko zahtevalo angažma celotne univerze, ne. Ni bilo pa nobene negativne izkušnje. Hvala. Mogoče še kot, ne vem, neko zanimivost, da imamo med zaposlenimi je skoraj 50-50%, ne, po spolu, moških in žensk v naši instituciji. V bistvu na splošno situacijo v Sloveniji sploh bi lahko rekli ni slaba, kar se tiče zastopanosti žensk v kadru raziskovalcev, raziskovalk. V bistvu na nacionalni ravni je Slovenija okrog evropskega povprečja, v določenih disciplinah pa je močno nad povprečjem in splošno so seveda družboslovje in humanistika tako imenovane feminizirana področja, tako da podobno kot ZRS Koper, na ZRC SAZUM imamo odstotek, ki je 57% žensk med raziskovalci. Če pogledamo podporno osebje, ki je tudi večinoma žensko, pa je v bistvu odstotek zaposlenih še višji. Vendar to, kako rečem, to samo po sebi je odlično, ni pa nujno kazalec, da je vse v redu. In na primer, mi smo zaznali na področju promocije znanosti, da naš Twitter profil, Facebook posti ne odražajo te 50-50 razdelitve, ampak da je v bistvu nadpovprečno več moških izpostavljeno v na primer objave, znanstveni dosežki, nastopi v medijih in tako naprej. In potem smo na primer v tej smeri več delali. Se bi izpostavila, da imamo novo direktivo tudi Evropske unije za ravnotežje med delom in zasebnim življenjem, ne, in tam glede tistih ukrepov tudi Slovenija dejansko ima relativno ugodno pravno ureditev, ne. Dejansko v nekaterih državah zelo hitro se vrnejo, ne, tudi na fakultete, ne vem, porodniške čez en mesec, pa so že na konferenci v tujini ali pa kaj takega, ne, prav. Da tu neka tradicija je v redu, je pa treba skrbeti, da se ne bi vsaj poslabšala, ne, in popraviti, kjer se da, in izboljšati pač občutljivost pa razumevanje.
Še kakšen vprašanje ali komentar iz publike? Sicer pa smo, Blaž, hvala, izpolnili kvoto časa za ZRS Koper in bomo zdaj šli na naslednjo institucijo. Predstavljam magistrico Mojco Kleo Kekuš, ki je pomočnica rektorice Univerze na Primorskem, ki je sodelovala pri pripravi načrta za enakost spolov na Univerzi na Primorskem, ki v svojoj spet 3. točki ima usklajevanje poklicnega, študijskega in zasebnega življenja znotraj organizacijske kulture. Mojca, prosim, povejte nam, kako se je Univerza na Primorskem odločila prav za te ukrepe, ki jih vidimo pred sabo. Ja, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Hvala za povabilo. Me veseli, da smo na tej razpravi, da smo si tudi malo različni, ker se mi zdi, da se lahko iz tega veliko naučimo. Jaz sem si kar nekaj stvari že zapisala glede stvari, ki jih moramo oddelati v naslednjih mesecih. Kot je tudi sama Jovana rekla, mi smo ta načrt sprejemali v lanskem letu. Jaz bom čisto iskrena, motivacija nam je seveda bila prijava projektov na Horizon, na Obzorje. Tu smo začeli in na začetku, ko smo se tega lotili, nismo niti pričakovali, da bo toliko dela za sploh pripraviti načrt in akcijski načrt, sploh načrt vsebinsko in potem še akcijski načrt. Je pa sovpadalo z sprejemanjem srednjeročne razvojne strategije univerze na Primorskem, ki je načrtovana bila med letom 2021 in 2027, tako da smo v bistvu prilagodili naš načrt temu terminsko temu, pomembnemu dokumentu naše univerze in zato smo res želeli konkretizirati cilje, ker na letni ravni pregledujemo to srednjeročno razvojno strategijo, pač pripravljamo poročilo tudi za naš letni plan dela, pa za poročanje za nazaj. In smo v bistvu temu, ne vem, kot dali zelo konkretne naloge tako našim službam, kot fakultetam, kot v bistvu vsem zaposlenim. Lotili smo se pa predvsem s tem, celega načrta, da smo imeli v mislih 3 skupine. To so zaposleni, torej plačna skupina J, vse, kar je administracije, druga so raziskovalci in profesorji, učitelji torej, in tretja so študentje. Mi smo se zelo prilagajali vsem 3 skupinam, ker smo želeli, da najdemo rešitve, ki bi bile za vse primerno enake oziroma primerno realne. Nekaj zadev, ki smo si jih zadali že sedaj po par mesecih, vemo, da niso realne, ampak v večini, predvsem so to povezane z iskanjem podatkov, ki jih zaposleni lahko delijo z nami in tisti, ki jih ne. Naprimer, ko se pogovarjamo o kadrovski rešitvi mladih mamic oziroma žensk, ki skrbijo za starejše v svoji družini, če imamo podatek o tem, katera je na porodniškem, torej na porodniški, nimamo podatkov o tem, katera potrebuje svoj dopust oziroma nego za starejšega člana družine. In tu smo se, naprimer, je ena od točk, ki smo si jih zadali kot kazalnik, no, ampak realno zdaj ugotavljamo, da to ne bo možno. Po drugi strani pa smo si pa dali, kot vidite, imamo skupaj, si delimo ta slajd, smo pa glede oblike prilagoditve dela, kot je v drugih organizacijah se zgodilo, smo bili prisiljeni pač to dati v akcijski načrt, ker smo enostavno ugotovili v času covida, da se da. Zadeve, ki pred 5 leti niso bile realne, se sedaj neka dobra plat covida je pa ta, da smo ugotovili, da se lahko bolj fleksibilno obnašamo glede delovnega časa, spet tako zaposlenih kot raziskovalcev in profesorjev. Kar se tiče celotnega postopka, bi mogoče še to dodala, smo se lotili zelo demokratično. Mi smo v bistvu skoraj 8 mesecev pripravili ta načrt
predvsem zbiranjem podatkov, predvsem smo bili usmerjeni v to, da vsi sodelujejo, tako da so in fakultete, dva kroga amandmajev smo odpirali, tako za fakultete, kot za neko našo notranjo javnost, od vseh, od študentskih svetov do akademskih zborov naših fakultet, kjer so obravnavali ta načrt in v bistvu smo na nek tak način smo že začeli z aktivnostjo promocije enakosti spolov na ravni celotne univerze, da smo jih vključevali že v sam postopek. No. In septembra smo ga sprejeli, tako da ga nimamo prav veliko časa, ampak pripravljamo, če mogoče povem samo glede postopka, vsako leto bo pripravljeno poročilo. Glede to, da imamo zelo konkretne cilje, to letošnje leto niti ni bilo tako težko. In obravnavamo pa ga na kolegiju dekanov, tam je bilo pač sprejeto, obravnavamo pa se tudi na vseh kolegijih na fakultetah, z željo, da se predvsem pazi pri zbiranju podatkov. Mi imamo pač letno anketo o zadovoljstvu zaposlenih, kjer smo dodali določena vprašanja ravno v zvezi z enakosti spolov, glede počutja na delovnem mestu, glede želja, kako naj bi se stvari peljale naprej. V letni plan dela pa smo pri vseh, naprimer število raziskovalk, število vključenih raziskovalk v programe, v projekte, prijave projektov in tako naprej, smo povsod dodajali še poseben stolpec, da imamo v bistvu, da ločimo po spolu, ker tega res nismo prej počeli. Dobra stvar tega načrta je ravno ta, da smo kar posodobili naše notranje dokumente in kazalnike na tak način postavili, da jih lahko dejansko merimo vsako leto in vidimo natančno, kje smo. Naša skupina nas pač ni bilo veliko, ampak smo pa bile zelo tako nadebudne in smo spremljali to, kar je v bistvu Evropska komisija predlagala. Sicer so njihovi glavni dokumenti bili javnosti predstavljeni šele v jeseni lani, zato smo po mojem vsi malo zamujali s temi, tako da smo veliko stvari pač sami orali ledino. Smo se pa tudi, vem, da smo enega od dokumentov, ki smo ga uporabljali, je bilo ravno ta vaš od SAZU-ja, ker mislim, da ste bili eni prvih v Sloveniji, ki ste imeli načrt, tako da v osnovno smo štartali tam, kjer ste vi začeli in ga potem res prilagodili naši organizaciji. Tako, mogoče glede postopka bi imela to za povedati. Hvala, Mojca. Mogoče samo še eno vprašanje, ker smo se tega dotaknili še prej, ko smo govorili o Univerzi v Mariboru. Podpora zaposlenim in njihovim družinam, ki odhajajo na pedagoško ali raziskovalno delo v tujino. Kaj bi bila organizacijska podpora, konkretna, ki jo lahko univerza domisli, da damo mogoče inspiracijo drugim? Ja, mi smo si to zamislili kar v okviru kadrovske službe, da je, ko ti odhajaš pač na mobilnost v tujino, da imaš res en tak servis, če lahko to poimenujem, kjer ti pomagajo v bistvu ugotoviti, kje sploh, kako je urejeno varstvo otroka v tej državi, kamor odhajaš, in res za vse, od papirologije, nam so večinoma raziskovalke, ki so odhajale, se pritoževali na tem, da je težko dobiti vse te dokumente na enem mestu, ko greš pač nekam in da bi tu rabile največ podpore. In smo se res to tako dogovorili v kadrovskih službah z enimi, kako ne rečem, posebnimi sestanki na to temo, da se res da prioriteto te, ki odhaja z družino oziroma manjšimi otroci oziroma otroci, ki potrebujejo posebej varstvo. Moram pa tukaj tudi dodati, da ni veliko mlajših kolegic, ki odhajajo, se ne odločajo, čeprav sedaj smo se trudimo to nekako propagando ustvarjati, da bomo pomagali in da jih čaka tudi na tak način, da se jih sproti obvešča, kaj se tu sploh dogaja v matični pač državi, zlasti če grejo recimo za 6 mesecev ali pa celo za sobotno leto, da so stalno v stiku, da ko se vrneš,
veš, kam si prišla nazaj, no, na delovno mesto in okolje, kjer te čaka. Bi pa mogoče samo še eno, če mi dovolite, izpostavila naš vrtec, ki bo začel delovati naslednje leto. Mi smo, glede na to, da imamo 17% študentov in zaposlenih tujcev na naši univerzi, smo od vseh univerz, imamo to številko najvišjo, ker smo resnično usmerjeni pač tudi v tujino. Smo ugotovili, da je eden večjih težav za to, da se sploh priseljujejo sem kadri, ki so za nas zanimivi, je vrtec, vrtčevsko varstvo. Tako smo se odločili in se z občino dogovorili, da bi poskusili vpeljati sistem večjezičnega, torej trojezičnega, slovensko-angleškega in ker smo na italijanskem področju tudi v italijanščini, vrtca, ki bi bil učni vrtec v okviru naše pedagoške fakultete, za zaposlene, za študente, hkrati pa tudi za tiste, ki imajo take delovne urnike, da si ne morejo privoščiti javnega vrtca, ki je odprt samo do 4. ure. No, tako na tak način bi pomagali v bistvu ne samo našim zaposlenim, ne bi bila to samo interna zadeva od univerze, ampak tudi širšemu okolju, v katerem delujemo. Notri, to bi bila v bistvu učni vrtec, kjer bi tako naši študenti delali, ki pa bi ga uporabljali za nek poizkus, no, takega trojezičnega vrtca v Sloveniji, ki ga trenutno še ni. Tako da zaenkrat imamo v planu v naslednjem letu, da bi septembra zalaufali tudi ta projekt. Glede študentskih za družinska stanovanja in invalidska stanovanja, to po moje pa imamo vsi, no. Želja, da se čim bolj pomaga mladim družinam, študentk, ki potrebujejo taka stanovanja, ko se pa znajdejo v situaciji, da so mlade družine ali pa mlade mamice. No. To, po mojem, imamo to vsi. Tako, na kratko, komentar na ta del. Hvala, Mojca. Mogoče samo mala referenca na to, kaj je lahka podpora organizacije pri pošiljanju svojih zaposlenih na bivanje v tujino. Na ZRC SAZU smo si domislili en ukrep, ki je v bistvu ena majhna štipendija, na katero lahko aplicirajo vsi zaposleni ZRC SAZU-ja. V primeru, da dobijajo sredstva za potovanje v tujino, jim pa zmanjka v bistvu razlika dodatnih sredstev za stroške, ki se nanašajo na selitev družine, kritje šolanja ali vrtca otroka v tujini. In je to v bistvu diskrecijska pravica direktorja ZRC-ja, da ta sredstva usmeri na ta način. Je pa res, da je v bistvu to nekaj, kar smo šele začeli in pol je bila, mislim, da se je prav enkrat ali enkrat izvedlo in pol je bila korona. Tako da definitivno moramo zdaj spomniti, da ta sistem obstaja. Mogoče še kdo iz publike? Če pa ne, bi pol se obrnila na četrto organizacijo, ki jo imamo na seznamu. Hvala, Mojca. Seveda pa vabljeni tudi kasneje komentarji tudi na prejšnje ali primerjanje različnih inštitucij. Zdaj vabim profesorico doktorico Milico Antič Gaber z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, ki je vodja projekta Gearing Roles, v okviru katerega je bil narejen načrt za uveljavljanje enakosti spolov na Filozofski fakulteti univerze. To je bil načrt, ki je v bistvu bil prvi tovrsten načrt na Univerzi v Ljubljani in se mi zdi drugi načrt po ZRC SAZU v Sloveniji. In se je v bistvu predhodnica načrta, ki se ga zdaj pripravlja na Univerzi v Ljubljani. Ta načrt je mogoče specifičen, ker je nekako dvostopenjski.
Filozofska fakulteta je imela načrt za uveljavljanje enakosti spolov bolj v narativni formi, kot neki izvirni deklaracijski dokument, ki ga je sprejel senat. Operacionalizacija tega načrta pa se v bistvu izvaja trenutno oziroma je nekaj v formi delovnih dokumentov same službe. Upam, da sem dobro pojasnila. Zdaj prosim Milico, da prevzame besedo in nam pove tudi nekaj o drugi točki načrta, ki naslavlja tudi usklajevanje profesionalnega in zasebnega življenja. Kako ste zaznali, kaj so razsežnosti tega problema na Filozofski fakulteti in kako ste omislili konkretne ukrepe? Dober dan, najprej hvala lepa za povabilo in za besedo. Opravičujem se, ker se vam nisem mogla priključiti prej in sem marsikaj, kar je bilo povedanega iz strani kolegic in drugih kolegov poročevalcev zamudila. Predvsem sem zamudila veliko, kar so povedali iz Univerze v Mariboru, tako da bom z veseljem povedala posnetek. Bila sem na senatu, zato nisem mogla se prej priključiti. In najprej bi povedala naslednje. Včeraj je senat Univerze v Ljubljani sprejel načrt enakosti spolov, tako da ta temeljni dokument, zelo pomemben dokument, je zdaj sprejet. Na osnovi tega bo Univerza v Ljubljani sprejela tudi akcijski načrt, ki bo sledil v kratkem, ki bo pa operacionaliziral ta akcije, torej delovne akcije, da že malo mešam z angleščino, skratka cilje in strategije uresničevanja tega načrta, za kar bo seveda potrebno sodelovanje vseh fakultet Univerze v Ljubljani. Še eno stvar bi rada podelila z vami kot informacijo, ker se vsi ukvarjamo s tem, kako se bo pravzaprav uresničeval načrt na vsaki od konkretnih institucij, ki ima že sprejet tak temeljni dokument. Ena od institucij je naredila velik korak naprej in to je Inštitut Jožef Štefan, ki je pred kratkim razpisal delovno mesto za osebo za enake možnosti, etične vidike in reševanje sporov. Po moji vednosti je zdaj to prva institucija v Sloveniji, če pa ne, me pa popravite, ki je torej razpisala posebno delovno mesto za to in mislim, da je treba čestitati Inštitutu Jožef Štefan za to potezo, ker mislim, da bomo morali počasi vsi slediti takim razpisom oziroma ali pa vsaj alocirati del delovnih nalog na osebo, ki bo zelo visoko v posamezni instituciji skrbela za uresničevanje tega načrta. Mogoče samo par besed v zvezi z našim načrtom, preden grem čisto konkretno, ker se mi zdi morda naša izkušnja za kolege in kolegice na drugih fakultetah oziroma univerzah mogoče dobra, nam se je izkazala za učinkovito. Namreč potem, ko je senat maja 2020 sprejel načrt enakosti spolov, smo izdelali akcijski načrt in akcijski načrt je tudi pravzaprav že kar konkretiziran dokument, ni ga pa sprejel senat, ampak dekanov kolegij. Če je načrt enakosti spolov nek strateški dokument, je ta akcijski načrt dodelan dokument z cilji, posameznimi dejavnostmi na posameznih področjih, odgovornimi osebami in roki. In zato, da bi čim bolj učinkovito lahko izvajali ta akcijski načrt, smo se odločili, in to se mi zdi, da je vredno podeliti z vami, smo se odločili, da izvajanje načrta delamo na fakulteti tako, da vključimo čim več sodelujočih in tukaj se nam je ponudila priložnost, da se povežemo z Komisijo za kakovost na fakulteti, s katero smo potem skupaj oblikovali 3 velike delovne skupine.
V okviru teh pa potem še po 2 manjši delovni skupini, ki se ukvarjata z posameznimi temi cilji, ki smo jih opredelili v akcijskem načrtu. V celoti bi rekla, da sodeluje več kot 50 oseb pri uresničevanju akcijskega načrta in že po prvem letu smo dosegli to, da je v letnem poročilu fakultete enako spolov dobilo posebno poglavje. Zdaj to torej ni več stvar tega projekta, ki se skriva za mojo glavo, ampak je stvar institucije, da skrbi za to, tudi potem, ko bo naš projekt se iztekel in iztekel se bo konec letošnjega koledarskega leta. Kot rečeno, to sem povedala zato, ker se mi zdi to precej učinkovit mehanizem za to, da stvar ostane na instituciji kot nekaj, kar je stvar institucije, ne pa nekega projekta ali pa nekega posameznice, ki se s temi vprašanji ukvarja. V okviru tega smo uspeli tudi z nekim, bi rekla, nekimi motivacijskimi aktivnostmi, ki smo jih organizirali v okviru Dneva enakosti spolov. Letos so bili to že drugič, kjer smo predstavljali vse aktivnosti, ki so jih izvajale kolegice in kolegi na različnih oddelkih naše fakultete, skupaj s študentkami in študenti, raziskovalkami in raziskovalci, tako da je to zdaj tudi nek institucionalni dogodek, in se bo izvajal vsako leto. Tako da se mi tudi z tega vidika zdi to pomembna stvar. Zdaj, kako smo prišli do vsega tega, kar smo dali v načrt? Mi smo seveda imeli to ugodno situacijo, da smo imeli ta projekt, pa vendarle ne gre samo za to, ampak je sopadlo več stvari hkrati, torej poleg projekta imamo na fakulteti več posameznikov, ki so že prej imeli različne projekte, imamo predmete, ki jih izvajamo na področju enakosti spolov na različnih oddelkih, tako da neke vednosti okrog tega je vendarle obstajalo, pa tudi nekateri konkretni dogodki so se zgodili, ki so morda pospešili ukvarjanje z enakostjo spolov. Od tistega preboja, da se pa ne bom spomnila točne številke, katerega sklepa naše fakultete o vključujočem jeziku, pa potem vse to, kar se je dogajalo okrog spolnega nadlegovanja in tako naprej. Vse to je pospešilo delovanje tudi na področju enakosti spolov in uresničevanju našega načrta. Pa vendar mi smo potem tudi naredili nekaj v okviru teh dejavnosti delovnih skupin. Naprimer, izvedli smo vprašalnik, ki je bil posebej usmerjen na vprašanja in težave in tudi morda kakšne predloge v zvezi s habilitacijskimi merili, predvsem v povezavi s spolom, in po taki hitri analizi smo ugotovili nekaj nevralgičnih točk, ki se jih bomo zdaj posebej lotili. Izdelali konkretne predloge. Nekaj konkretnih predlogov je bilo izdelanih v zvezi nasploh, torej z usklajevanjem zasebnega in poklicnega življenja, recimo skrb za zaposlene in študentke in študente z majhnimi otroki. Prvi korak je, da bomo zaprosili za prostor, ki bo namenjen staršem in zaposlenim z majhnimi otroki, kjer bi lahko pač se organiziralo varstvo. Imamo nekaj težav v zvezi s tem tudi mi. Predvsem so, ko so se pogovarjali s pravnikom, težave na ravni odgovornosti, kdo bo zdaj odgovoren za te otroke, ker to namreč ne bi bil formaliziran vrtec, ampak neke vrste varstvo za otroke v času, popoldanskem času, ko recimo ni več mogoče za otroka poskrbeti v vrtcu, ampak ne bi se lahko v tem prostoru, zdaj upam, da se bo nekaj okrog tega vendarle lahko premaknilo. Potem aktivnosti, ki so povezane z varstvom oziroma pač skrbjo za otroke, recimo vpeljali smo en prostor, ker je možno otroke previjati. Predlagali bomo tudi izboljšave v zvezi z možnostjo dela od doma, skratka nekaj se je seveda v času korone naredilo, ampak vendarle bo treba nekatere stvari bolj doreči v zvezi s tem.
Potem tudi smo naslovili vprašanja, ne pa razdelali v povezavi z večmesečnim delom v tujini, to, kar očitno s čimer imamo vsi težave in sem si tudi jaz zabeležila nekaj dobrih rešitev, ki ste jih že vi prej predlagali. Bomo pa dali, recimo predlagali smo, da se po oddelkih da prednost pri sestavljanju urnika staršem, ki imajo majhne otroke in jim dali prednost, da imajo recimo predavanja in druge obveznosti, predvsem v dopoldanskih urah. Potem smo predlagali, da imajo prednost pri izbiri zunanjih in notranjih izbirnih predmetov tiste študentke in študenti, ki so starši in imajo majhne otroke, zaradi torej skrbi zanje. V pripravi načrtu zaveščanja in usposabljanja zaposlenih, predvsem recimo v kadrovskih službah smo ugotovili, da naše osebje ni ravno najbolj obveščeno in informirano o tem, kakšne so možnosti in kakšne so pravice koriščenja delovnega časa, recimo odmora za dojenje, ki jih imajo matere, ki torej še dojijo, imajo majhne otroke. Potem sistematično, o tem bom mogoče spregovorila potem še v nadaljevanju, sistematično bomo predlagali tudi, da se izvaja mentoriranje mlajših raziskovalk in raziskovalcev. Potem smo predlagali, da se enemu prodekanu ali prodekani dodeli k drugim nalogam tudi spremljanje, uresničevanje načrta enakosti spolov in delovanja na celotnem tem področju. In pa neko zavezo smo predlagali Filozofske fakultete raziskovalkam in raziskovalcem, da bi bili torej tisti, ki pridobijo projekte, lažje razbremenjeni ali pa bolj fleksibilno oblikovali svoj delovnik in razbremenjeni recimo pedagoških obveznosti. Zdaj pa, Jovana, ker si me zaprosila posebej za to mentorstvo, a če mi to zdaj še povedati? Ja, prosim, Ja. Ker to je ukrep, o katerem še nismo slišali, je pa zanimiv za vse inštitucije. Prav. V zvezi z izvajanjem mentorstva mlajšim raziskovalkam in raziskovalcem, predvsem raziskovalkam na začetku torej njihove profesionalne kariere, moram reči, da je to seveda se odvijalo v okviru projekta Gearing Growth. Eden od teh delovnih paketov je bil namenjen prav temu in mi smo se kot institucija temu pridružili. Vsaka sodelujoča institucija je imela možnost oblikovati 5 oziroma prijaviti 5 mentoric in mentorirank in strani drugih institucij so bile predlagane še sponzorke. Skratka, oblikovanih je bilo po 5 parov iz vsake institucije, se pravi, ena mentoriranka je dobila eno mentorico in eno sponzorko iz tujine. Mentorica in mentoriranka sta bili nekako iz skupnega polja, iz istega področja, prvenstveno tudi iz iste države, ni pa nujno iz iste institucije. In namenjena mentorstvo se je dogajalo tako, da je bilo načrtovano vsaj 5 delovnih srečanj mentorke in mentoriranke, na katerih sta se pogovarjali in razčiščevali probleme, do katerih je mentoriranka prišla v razvoju svoje kariere. Kajti vsi vemo, kako pravzaprav je težko priti do nekih zelo konkretnih odgovorov na zelo konkretna vprašanja na začetku kariere. Kje je dobro objavljati, kakšne članke je dobro objavljati, s kom se je dobro povezati v tujini in celo vrsto drugih, recimo, ne vem, v zvezi s prijavljanjem projektov, v zvezi z iskanjem možnosti povezovanja z tujimi kakšnimi inštituti ali sodelavkami, sodelavci, ki na podobnem področju delajo, odkrivanje nekih fines v zvezi z habilitacijskimi napredovanji in tako naprej. Tako da za srečanja, za
teme naj bi poskrbele mentoriranke same, ki naj bi se z vprašanji, torej ta vprašanja naj bi naslovila na mentorico, mentorica pa potem na tem skupnem srečanju posveti pozornost, torej odgovorom, poišče odgovore na ta vprašanja, če jih nima, in jih posreduje mentoriranki. Mi smo potem imeli še pogovor z našimi mentoricami in mentorirankami in vse so izjemno pohvalile ta del aktivnosti, še posebej ena od njih, ki ni zaposlena na univerzi, ampak je zaposlena nekje drugje, hkrati pa bi rada razvila svojo akademsko kariero, in njej so bila vsa ta srečanja izjemno koristna in so ji marsikatero stvar pokazala, mogoče v kakšni drugačni luči, kot je prej mislila. Skratka, veliko vprašanj se je razčistilo in vse naše udeleženke so bile zadovoljne s tem delom projekta. Nekoliko manj so bile zadovoljne oziroma nekoliko manj učinkovito se jim je zdelo to srečanje, pa tudi manj jih je bilo z sponzorko, torej z osebo, ki naj bi jim svetovala in je locirana nekje v tujini, zaradi tega, ker so videli veliko razlik med temi našimi akademskimi, med našim akademskim poljem in akademskim poljem, iz katerega je izhajala sponzoriranka. Pa vendarle, jaz mislim, da je ta izkušnja izjemno pomembna. Jaz sem pred kar nekaj leti organizirala, mislim, da takrat prvič, dan z mentorico, torej s političarko, kjer smo povezali političarke in mlade naše študentke iz različnih univerz, vseh 3 univerz, pravzaprav takrat, Maribor, Ljubljane in Kopra, ki so se javile na naš razpis, tako da in so tudi bile zadovoljne. Jaz mislim, da ta osebni kontakt, neke mlade osebe na začetku svoje kariere z neko izkušeno, karkoli že je, ali raziskovalka, novinarka, gospodarstvenica, you name it, se mi zdi, da je izjemno pomembno, da iz prve roke izve neke informacije, ki ji bodo potem koristne. In jaz upam, da bomo lahko tudi v okviru Filozofske fakultete vsaj nekaj od teh aktivnosti nadaljevali tudi v prihodnje. Toliko mogoče za začetek, se ne vem, sem bila predolga že zdaj. Ne, v redu, Milice, hvala. Zelo zanimivo in spodbudno in je problem mentorstva je tudi nekaj, kar smo mi zaznali kot sistemski problem na ZRC SAZU. In da v bistvu eno je akademski mentor, drugo je pa ta delovni mentor. In včasih v bistvu to izvajajo neformalno osebe kot vrsto svojega dobrovoljnega emocionalnega dela, pomoč mlajšima, če so tako naravnani. Je pa res, da v bistvu takšno delo ni ovrednoteno in ponavadi mine kot nevidno. In naprimer neki sistem uradnega delovnega mentoriranja je tudi nekaj, kar mentorka lahko navede v svojem CV-ju in v tem smislu se tudi validira. Spet bi se to, mogoče treba premisliti, kako bi se to lahko vključilo tudi v habilitacijske evalvacije kot neki substitut uradnem mentoriranju, kar je poleg potovanja v tujino ponavadi največji izziv pri tem preskoku v seniorske habilitacijske pozicije. Mogoče samo dodatek, Jovana, to, kar si zdaj omenila, je res izjemno pomembno. Mi pri naših habilitacijskih merilih ugotavljamo tudi to, kako je pedagoški del v habilitacijskih merilih podcenjen v bistvu pri našem napredovanju, veliko bolj ali pa morda celo precenjen. V nekaterih točkah je ta raziskovalni del,
podcenjen pa ta pedagoški del. In tukaj mislim, da mi smo v Sloveniji v okviru sociološkega društva že pred leti opozorili na to nesorazmerje, veliko nesorazmerje. Mislim pa, da bo treba o tem še spregovoriti in pokazati, kako je to pravzaprav slabo tudi, a ne? In da pravzaprav mi, ki smo zaposleni kot pedagoški delavci, prvenstveno na fakultetah, vidimo, kako pravzaprav nas silijo, da zanemarjamo pedagoški del svojih obveznosti z tem precenjevanjem raziskovalnega in veliko večjo težo posvečamo objavam, raziskavam in tako naprej. Dostikrat ugotavljamo sami, da nam potem zmanjkuje časa za bolj resno, bolj sistematično kandidatki usmerjeno, torej pedagoško delo tudi recimo na doktorski stopnji ali pa še kje drugje. Tako da to je absolutno stvar, ki jo moramo načeti v teh pogovorih. Ja. Tukaj bi samo mogoče še dala drugo vizuro iz pozicije raziskovalne organizacije, kjer tudi mi imamo občutek, da se vsi projekti niso enako vrednovani, vsi rezultati niso enako vrednovani in včasih tisto, kar nama časovno vzame veliko časa, kot so na primer aplikativni projekti, delo na nivoju občin, delavnice z šolarji, z različnimi sektorji, ta neformalna izobraževanja, ki jih mi izvajamo kot del naših projektov, ker zna včasih odvzeti enako časa kot raziskovalno delo, v bistvu nimate kje predstaviti sploh kot rezultat vašega dela in tudi ni vrednovano za, na primer, prijave naslednjih projektov in je to tudi nekaj, kar nas pesti v bistvu, da pogosto, če pošteno, kvalitetno izvajate svoje delo z mislijo na končni uporabnike vašega dela, da je v bistvu to ostane nevidno in se na nek način poveličuje vrsta akademskega dela, ki je obrobna ali nekaj, kar v bistvu na koncu izvajamo v svojem prostem času, kot je na primer pisanje člankov. Tako da tukaj mislim, da imamo skupni problem. Imamo kakšen komentar ali vprašanje iz publike? Mogoče, Jovana, nehaš šerat, veš, skrin, da boš Ja, hvala. Dober nasvet. Cool. No, zdaj se vsi lahko vidijo. Mogoče, dokler ne pride še neko vprašanje iz publike, še eno vprašanje za Milico. Zastavljam malo hipotetično, ampak tudi praktično vprašanje. To je, načeloma vsi ukrepi, tako pravi dikcija cele te logike načrtov za enakost spolov, vsi ukrepi bi morali biti na nek način merljivi oziroma njihov uspeh bi kao morali spremljati, meriti in tako naprej. Kako bi lahko, na primer, merili to ne samo številčnost, ampak tudi kvaliteto mentorskega dela, posebej tega neformalnega mentorstva? Moram najprej reči, da sem proti temu, da se vse meri, ker meritev imamo že kar preveč. Sem pa zato seveda, da se vidi, kaj je bilo narejenega, koliko je bilo narejenega in kaj je kaj pomagalo. To se pa mogoče vidi v uspehih nekogaršnjih mentorirancev. Torej, uspeh je lahko že, ne vem, objava nekih znanstvenih člankov v uglednih revijah, poziv in potem objava poglavij v knjigah, poziv k sodelovanju in tako naprej. Tako da kar nekaj je tega možno. Vprašanje pa je, kako pravzaprav res to, a je potrebno meriti, se mi zdi, da prej bi bilo treba zadovoljstvo ugotavljati mentoriranke, koliko je bila zadovoljna z tistim, kar je dobila od svoje mentorice,
ali morda tudi mentorja, ker tukaj bi bila proti temu, da so lahko samo ženske mentorice, tudi kakšni moški so absolutno lahko uspešni mentori in dobri mentori, seveda tisti, ki se tudi zavedajo vseh teh neenakosti po spolu, ki ne zanemarjajo teh različnih umeščanj v akademski prostor. Tako da ne vem, mogoče v tej smeri bolj razmišljati. Nimamo pa tega, če si morda misli, da imamo kaj dorečenega ali pa že sistematično urejenega, pa nimamo. Hvala. Še kakšno vprašanje, ideja, komentar? V bistvu imamo še 6 minut do konca in bi rada naslovila še kakšen premislek. Definitivno je pa tema današnje delavnice takšna, da ni jasnih rešitev in nedvomno uspešnih priporočil. V bistvu to, kar je Jasna rekla na koncu svoje prezentacije, delo od doma, fleksibilno delo je dvorezen meč in tako kot zna zaščititi naš privaten prostor, istočasno zna najbolj grobo posegati ven. Posebej v tako imenovanih svobodnih profesijah, ker se ključni del dela v vaši glavi, torej lahko delo nosite vedno s sabo. In je to je nekaj, ker v bistvu ni enostavnih rešitev, to sem nekako hotela pointirati. Blaž, prosim. Hvala vsem za te predstavitve. Jaz sem tudi dobil kar nekaj informacij in idej, ki jih bom posredoval naprej. Me pa zanima na vseh 3 predstavitvah, ki sem poslušal, niso bili nikjer omenjeni oziroma vsaj nisem zasledil strokovne službe oziroma strokovni sodelavci. Če ste tudi na njih kaj pomislili, bom tako rekel, v teh akcijskih načrtih oziroma strategijah. Če lahko jaz začnem, mi smo kar nekaj pogovorov tudi v pripravi, ne samo pripravi akcijskega načrta nasploh, opravili tudi z kolegicami, predvsem so kolegice v skupnih službah, pa tudi nekaj kolegov se je udeležilo teh pogovorov, tako da smo zaznali tudi nekaj problemov, ki jih imajo oni sami. In tudi recimo na 2 področjih mislimo, da bi jim bilo potrebno nuditi neko povsem konkretno pomoč, podporo in morda tudi kakšno izobraževanje. Eno je to, kar sem že omenila, torej jih nekako ozavestiti o tem, da so ženske in moški, torej spoli v različnem položaju, kar zadeva tudi skratka različne skrbi, ki jih imajo in odgovornosti, ki jih imajo v svojih zasebnih življenjih in morda na tem področju malo bolj ozavestiti, da se tudi torej sami ti zaposleni v strokovnih službah informirajo o različnih možnostih. Mi imamo recimo en konkretni primer, smo imeli, da je kolegica, ki je še vedno dojila, je pa prišla nazaj na delovno mesto, v kadrovski službi niso vedeli, da ima pravico do odmora za dojenje recimo, in tega nekako niso omogočili, dokler sama ni prišla s papirjem in rekla, pogledajte, tukaj piše tako in tako da so za 1 uro lahko skrajšali, torej ta odmor za dojenje ima lahko ali torej ali med celotnim delovnim časom, pred začetkom ali po koncu. Tako da to je ena taka konkretna zadeva. Druga konkretna zadeva, jaz mislim, da je bila že realizirana v okviru izobraževanj v zvezi z spolnim nadlegovanjem, nasiljem in drugimi oblikami. Tudi to smo jim že nudili, jih povabili na ta izobraževanja in imajo tudi eno, recimo, zaupno osebo, ki posebej je zaupna oseba za strokovne sodelavke in sodelavce. In tretje, kjer mislim, da rabijo nek suport poseben in bomo to tudi naslovili, je to ozaveščanje v zvezi s kadrovskimi postopki o nezavednem
kako se zdaj že reče, gender bias. Pristranskosti. Torej spolne Nezvedna pristranskosti. Ja, tudi to mislimo, da bi bilo fajn eno izobraževanje organizirati. Seveda so pa še specifike v zvezi z njihovim napredovanjem, ki jih nismo naslovili, pa se bo treba s tem še ukvarjati in najbrž še cela vrsta stvari. Hvala, Milica. Mojca, ste imeli dvignjeno roko, predvidevam. Ja, jaz bi mogoče, mi smo v bistvu, če sem poštena, začeli kar najprej s skupnimi službami, z administracijo, ker se nam je zdelo, da bo tam trši oreh kot pri raziskovalkah in raziskovalcih in profesorjih. In smo podobno tako začeli prav z kadrovskimi službami, ker smo bile prepričane, da je tam največja potreba v izobraževanju o novostih, da ne rečem kaj drugega, kako se pač stvari odvijajo. In smo od dela nadaljavo dalje do teme, kako uvesti kadrovske postopke pa za vse na koncu, za vse zaposlene na univerzi. Smo v bistvu z njimi, smo jih tudi vključili v delovne skupine, ko smo po fakultetah opravljali te razgovore in smo v bistvu z njimi predelovali ravno te določene pravice, ki mogoče pred 15 leti ni bilo, pa so se stvari bistveno zmodernizirale. In veliko večji poudarek smo potem dali zaposlenim glede od spolnega nadlegovanja do teh skupin, LGBT skupine in tako naprej, ki se nekako niso čutile del samega postopka in smo v bistvu z njimi potem kasneje opravili te razgovore, s tem, da smo takrat vključili tudi študente, nismo samo na nivoju administracije. Tako da jaz mislim, da je potrebno kar veliko delati s kadrovsko službo glede teh postopkov, ker največ če smo pošteni, imamo res veliko stvari urejenih kadrovskih že zakonodajo slovensko. Zdaj, kako so univerze prilagajamo notranjim postopkom, je vprašanje kulture, ki jo ima pač vsaka organizacija. Ampak porodniška je, zdaj od tu dalje, kar imamo več od tega, pa to vejo večinoma ali direktno mlade mamice ali pa kadrovska služba, ki ni da zaradi neznanja ni teh stvari upeljavala. Tako da z njimi veliko več delamo kot z drugimi službami na univerzi. Hvala. Prišli smo do ure. Če je še kakšna zadnja misel ali beseda, dajem možnost še Jani, ker je Blaž zastavil vprašanje za vse, ampak ker je bilo že veliko povedanega. Samo še to, ali vaši ukrepi naslavljajo tudi administrativno podporno osebje? Ja, vsekakor naslavljajo vse, kar je relevantno za strokovne službe, da bi ne bilo za njih upoštevno velja, tako da različna izobraževanja za zaposlene, kar imamo, so tudi strokovne službe seveda dobrodošli in se v veliki meri tega udeležujejo. Tam vidimo, da je ves čas zelo jih zanimajo tematike v zvezi z zdravjem, tudi kar zadeva odsotnost, imamo možnost, da se gre prej z dela, te se udeležujejo športne vadbe na Univerzitetnem športnem centru in tako da, kar bi izpostavila samo še to v okviru kodeksa etike, ki smo ga tudi lani posodabljali, smo se pogovarjali pa o vprašanju naslavljanja. Torej, sem videla, da je zelo razširjeno, da je recimo čisto normalno, da se meni reče profesor Hojnik, jaz bom pa nazaj strokovne službe klicala po imenu. To se mi ne zdi ustrezno in mi smo tudi v kodeks etike zapisali, da se take naslavljanje torej sporazumno. In vidim, da je zelo prisotno to, da zlasti profesorji mislijo, da se njih strokovne službe morajo po priimku naslavljati, medtem ko profesorji strokovne službe kar po imenu pa ne v soglasju, ne v sporazumu. Tako da to smo potem zapisali in vem, da je bilo malo sporno, zakaj se vtikamo v kodeks etike take stvari, ampak mi je zdelo primerno in potrebno. Ja, meni tudi gre tudi za neko simbolno
detronizacijo profesorstva kot te zlate kletke oziroma piedestala, na katerem se ideja uspešnih znanstvenikov, znanstvenic, predvsem znanstvenikov, kako se dojeme in kako se družbeno vrednuje. Hvala vam vsem, da ste se udeležili delavnice, tudi za mene osebno je ovo bilo zelo informativno. Vabljeni pogled v naše prve delavnice in udeležbi naslednjih dveh, ki jih še planiramo. Vas bomo obveščali o pravem času. Milica pravi tudi, da je odlična ideja o naslavljanju. Jaz tudi zdaj razmišljam, da naprimer snežilke so vedno imenovane po imenu in ja, tukaj imamo, bi lahko razmišljali ne samo o seksizmih, ampak tudi o klasicizmih oziroma o razrednih razlikah, ki jih ustvarjamo v jeziku. Hvala vam in lep dan še naprej. Nasvidenje.